Tretje druženje v Centru energetskih rešitev je v ospredje postavilo prihranke energije in energetsko učinkovite investicije. Tadeja Kovačič je v predstavitvi pogojev za pridobitev finančnih spodbud Ekosklada poudarila, da je kandidat lahko istočasno upravičen za pridobitev ugodnega posojila za okoljsko naložbo, kot tudi okoljske subvencije. Dodaja, da je sklad od leta 2008 pa do januarja letos dodelil spodbude približno 58.000 upravičencem, hkrati pa je sofinanciral izgradnjo približno 400 nizkoenergetskih stavb v Sloveniji. Marko Mrak iz Jelovice je kot dobro naložbo v energetsko varčno hišo opisal kot tisto, ki se tudi hitro povrne. V primeru subvencije Ekosklada je tukaj vsekakor pasivna gradnja. V primeru, da pa ne gremo na Ekosklad, pa je pa dejansko investicija, ker se investicija v bistvu ne poveča v dobre nizkoenergijski gradnji, recimo v 30 kW gradnji, kjer je poraba okrog 3 litre na kvadratni meter na sezono. Nekako v tem smislu je nekako najbolj optimalna rešitev za novograditelja. Med indikatorje racionalnosti objekta Miha Praznik uvršča energijsko učinkovitost stavbe, vidik stroškov njenega obratovanja in investicije, pogoje bivanja ter emisij CO2. Kot glavne razlike med pasivno in nizkoenergijsko hišo, Praznik navaja tehnologije za toplotno zaščito, sistem prezračevanja in ogrevanja. Pasivna hiša je tukaj korak naprej, saj ne potrebuje vgradnje sistema aktivnega ogrevanja, ker se le-ta s funkcijo ogrevanja seli v sistem prezračevanja. Dodatno Praznik tudi o terminu nič energetske gradnje. Nič energetska gradnja je se pravi termin, ki prihaja iz evropske zakonodaje. Predstavljamo si ga po tem trenutku kot visoko učinkovito recimo stavbo, ki je lahko nizkoenergijska ali pa pasivna, ki v bistvu za svojo energetsko oskrbo uporablja obnovljive vire energije, se pravi toliko malo potrebuje, da lahko že z enimi takimi osnovnimi sistemi na obnovljive vire se pravi pokrijemo celotne njene potrebe. Kakšna je energijska hiša jutrišnjega dne? Te hiše v bistvu so prisotne pri nas, se pravi v slovenskem gradbenem prostoru že zdaj. Žal je teh hiš zaenkrat letno, mogoče se jih postavi 5% od vseh teh slovenskih novogradenj, tako da dejansko te rešitve, ki jih zdaj že poznamo, ki so tržno dosegljive, enostavno samo pričakujemo, da se bo v večjem obsegu izvajale pa uporabljale. Po besedah Tomaža Dolenca iz podjetja Knauf Insulation lahko z energetsko učinkovitim ovojem stavbe ustvarimo kar do 50% prihrankov energije. Kot je dejal, lahko v samem ovoju stavbe največji delež transmisijskih izgub predstavljata prav izolacija v fasadnem ovoju in izolacija strehe. Ker vemo, da ta dva gradbena sklopa, konstrukcijska sklopa, predstavljata v bistvu tudi lahko največji delež transmisijskih izgub na samem ovoju stavbo. Vemo, da v bistvu učinkovita izolacija fasade predstavlja nekje prihranke tam 30-35% na samem glede učinkovite rabe energije. Potem po drugi strani z učinkovito izolacijo same strehe, ne samo izolacija v v zimskem obdobju, tudi v poletnem obdobju lahko privarčujemo še dodatnih nekih 20%. Skratka, paket samo z izolacijo na ovoju nam predstavlja skoraj 50% prihrankov objekta. Kako se morda razlikujejo na tem področju starejše gradnje in pa novogradnje? Ja, prav gotovo pri starejših gradnjah večinoma ne moremo reševati vseh detajlov, predvsem mislim nekih toplotnih mostov, zato moramo sklepati neke kompromise in je mogoče nesmiselno pretiravati z nekimi debelinami v smislu na samem ovoju, v smislu fasad, v smislu strehe. Skratka, treba vključevati tudi neke projektante, arhitekte, strokovnjake gradbene fizike, da naredijo neko ekonomsko oceno in iz tega vidika. Druga zadeva je povsem pri novih gradnjah, kar se tiče nizkoenergijske gradnje. Vemo, da v bistvu trend gre v to smer, se pravi raba letne energije tam nekje po 20 kW, se pravi na nivoju nizkoenergijske, če ne že celo pasivnega objekta. V sklopu dogodka Energetsko učinkovitejši je bila predstavljena tudi uporaba brezplačne spletne aplikacije Porabi manj. Med razloge njenega nastanka Rajko Dolinšek uvršča tudi podatek, da 62% gospodinjstev informacije o učinkoviti rabi energije išče na spletu, kar je pokazala raziskava energetske učinkovitosti Slovenije. Aplikacijo smo naredili tako, da je enostavna, da človek ne rabi nobenih strokovnih znanj, da samo z vnosom par osnovnih podatkov lahko dobimo vpogled, koliko bi nas recimo neka določena sprememba stala.
ali je to sprememba načina ogrevanja, ali je to sprememba nov avto, ali je to nov hladilnik, nov pralni stroj, karkoli, kar uporablja energijo. In aplikacija je tako narejena, da je uporabna za gospodinjstva in za podjetja. Kje imajo dejansko ljudje dostop do te aplikacije? To je dobro vprašanje. Ena možnost je, da do te aplikacije dostopijo direktno, se pravi skozi naslov porabimanj.si. Ta aplikacija je drugače inštalirana na portalu Pozitivna energija. Vzpostavili smo pa tudi en dosti inovativni sistem, da ljudje lahko do te aplikacije dostopajo tudi preko drugih spletnih strani oziroma portalov. Mi temu rečemo partnerske strani. Te partnerske strani so trenutno na Petrolu, na holdingu Slovenske elektrarne in Energija Plus v Mariboru. Kot so povedali strokovnjaki, smo Slovenci z vidika energetsko učinkovite gradnje na področju individualnih gradenj uspešni, manj pa pri večstanovanjskih stavbah. In glede na dejstvo, da ima Slovenija približno 130 dni v letu temperaturo, kjer ni potrebe po hlajenju ali ogrevanju stavb, je pomembno, da predvsem na področju novogradenj v arhitekturne in gradbene načrte pravočasno vključimo tudi energetske rešitve.